V življenju mora človek kaj početi. Če človek živi kar tako v 3 dni, mu namreč postane dolg čas in tega ne more spremeniti niti to, če po naključju postane predsednik države. Zato nikakor ne preseneča, da se je naš vrli Borut Pahor odločil izdati koledar. Slavni slovenski zvezdnik, pevec, igralec in koledarska osebnost Damjan Murko se sam pri sebi sicer jezi zaradi nelojalne konkurence. A kaj bi tisto? Saj živimo v svobodni državi. Kakorkoli že, če bo v januarskem mrazu vaš jekleni konjiček obstal sredi poti, lahko odslej upate, da vas bodo odvlekli do avtomehanične delavnice, v kateri vas bo s katere od sten pozdravil sam predsednik države, Borut Pahor. Februarja boste na debeli četrtek pred pustom lahko Pahorja srečali v mesnici. Marec bo bolj študijski. A če boste slučajno potrebovali diplomo, pravo ali ponarejeno, se prav lahko zgodi, da boste v kaki delavnici naleteli na Boruta Pahorja. V mesecu aprilu se je predsednik države sklenil pokloniti blagemu spominu slovenske tekstilne industrije. Krava kaj je? Krava mleko daje. Mleko je pijača fina, mi ne bomo pili vina. To pa je moto protialkoholne kampanje meseca maja. Junij je mesec, ko predsednik razvaja konje. Julij je mesec za čiščenje okolja in parlamentarne volitve. No, vsaj tokrat je bil. Avgust je čas za pridelovanje zelenjave. Eko, bio, sonaravno, se razume. September je mesec za globoke posege. Oktober pa za drobna mizarska opravila. Novembra vam predsednik države postreže v delikatesi. Decembra pa vam umije glavo v frizerskem salonu. Pahorjev veliki stenski koledar, ki smo vam ga pravkar predstavili, je žal izšel v omejeni nakladi. Zato je predsednik ljubeznivo privolil nastopiti še na našem malem virtualnem koledarčku. V letu, ki prihaja, vam bo torej, kadarkoli si boste to zaželeli, predsednik države osebno prinesel srečo v vlogi dimnikarčka. Le vrednotnice ne smete pozabiti kupiti, saj bi bil seveda slab zgled za državljane, ko bi sam predsednik države na črno nosil srečo. Še to, ker v Sloveniji pač nič ni sveto, so nekateri zaradi koledarja tudi nezadovoljni. Trdijo namreč, da mu na volitvah glasu niso namenili zato, da bi se šel tovrstni populizem. Očitno so pozabili na Pahorjevega protikandidata v drugem krogu volitev, Danila Türka, ki je v predvolilni kampanji takole prepeval. A hard day's night, and I've been working like a dog. Ja, če bi takrat izvolili Türka, bi predsednik države morda res ne izdal koledarja, prav lahko bi se pa odločil posneti CD. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče, spet te poljubi, voščim ti veliko sreče. So you better be good, whatever you do, 'cause if you're bad, I'm warning you. You'll get nothing for Christmas. Pa srečno vsem! Srečno!